Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. Danes imamo za vas zares zanimive teme. Govorili bomo o družinskem podjetništvu. Okoli 80% malih slovenskih podjetij so družinska podjetja in verjetno je to problematika, ki zanima vas in mogoče vaše sorodnike, znance, prijatelje. Predstavili bomo zanimivo knjigo z naslovom Ljudje so idioti in bomo preverjali, ali smo res ali nismo. Govorili bomo o najmočnejšem marketinškem orožju na tem planetu, ki se imenuje priporočilo. Odgovarjali bomo na vaša vprašanja in govorili bomo o poslovanju v oblaku. Dobrodošli in vabljeni k ogledu. Najmočnejše marketinško orožje na tem planetu je priporočilo. Prepričan sem, da ste veliko izdelkov in storitev kupili na podlagi priporočila tudi vi. Priporočila delimo na 3 velike skupine. Priporočajo lahko neko podjetje zadovoljne stranke. In ta priporočila so tudi priporočila, ki si jih podjetja najbolj želijo in tudi najmočneje učinkujejo. Naslednja vrsta priporočil so priporočila drugih podjetij. Recimo, eno podjetje lahko priporoči neko drugo podjetje. To se lahko naredi direktno v referencah ali pa tudi posredno. Recimo, avtomobil, ki ga vozite, ko ste ga kupili novega, imel neke pnevmatike že vgrajene, so bile del opreme. In to je neke vrste priporočilo, ker to podjetje, ki vam je prodalo avto, se pravi, zaupa proizvajalcu pnevmatik. In tretja vrsta priporočil, ki se dokaj pogosto pojavlja, so priporočila znanih osebnosti. In ta priporočila, predvsem v oglasih, tega vidimo veliko, tudi dobro delujejo. Iz 2 razlogov. Prvi, zato ker oglasi, v katerih nastopajo znane osebnosti, takšne oglase prej opazimo. In drugi, če imamo neko znano osebnost radi, če jih zaupamo, bomo verjetno tudi preizkusili tisti izdelek ali storitev, ki ga priporoča. Slovenski podjetniki vse premalo uporabljamo priporočila, ne sistematiziramo zadeve, premalokrat vprašamo stranke, ali ste zadovoljni z našim izdelkom, ali lahko to zapišemo, ali pa posnamemo lahko recimo video izjavo zadovoljnih strank in te video izjave objavimo na spletni strani. Torej, dragi podjetniki, ki to gledate, na vaših spletnih straneh, v vaših marketinških dokumentih, v vaših brošurah ne smejo manjkati izjave zadovoljnih strank. Enako se poskušajte dogovoriti tudi za izjavo kakšne znane osebnosti, ker prepričan sem, da znane osebnosti tudi kupujejo vaše izdelke in storitve, in dogovorite se za sodelovanje z drugimi podjetji. Zapomnite si, priporočilo je najmočnejše marketinško orodje. Moj današnji gost je dr. Jaka Vodnjal, dekan GEA College-a. Danes bova govorila o družinskem podjetništvu. Jaz sem skupaj z bratom ustanovil podjetje, tudi žena deluje v mojem podjetju. Vse kvalificiran za družinskega podjetnika? Vsekakor. Ali je potrebno še več generacij? Bi morali še sinove imeti zaposlene? Torej, če je več generacij, je zadeva še bolj zanimiva. Verjetno si na dobri poti, da bodo enkrat tudi otroci, zraven pa še bratovi otroci. Tako da jaz mislim, da imaš dober nastavek za eno tako fajn družinsko podjetje. Sicer pa ja, družinska podjetja so nekaj, kar opazujemo pravzaprav povsod po svetu. Povsod po svetu jih je relativno veliko. Pri nas v Sloveniji morda še nekaj več kot recimo temu v zahodnji Evropi, s katero se radi primerjamo. Eni taki nekoliko starejši podatki kažejo, da je med malih podjetij pa večina v Sloveniji, tja do 80% takih podjetij, ki jim rečemo, da so družinska. Zdaj seveda lahko bi razpredali, kaj to je družinsko podjetje. Akademiki so spisali že nekaj 100 definicij. Po drugi strani pa je ena taka laična, da je družinsko podjetje vsako tako, kjer so vpleteni družinski člani in kjer pravzaprav njihovi medsebojni odnosi, ki so pa čustveni, vplivajo na poslovanje, no tako podjetje pa je družinsko podjetje. In če si dal iztočnico, ti in brat, seveda sta skupaj zrasla gor, med sabo imata drugačen odnos, kot bi ga imel s kakšnim drugim sodelavcem, recimo, če bi z mano ustanovil podjetje, ki se poznava šele 20 let, z bratom bistveno dalj. In to seveda hočeš nočeš vpliva na vsakodnevno poslovanje
na razreševanje vsemogočih situacij. Poseben izziv v teh družinskih podjetjih je pa to, da se pogosto konfliktne situacije, ki se v poslovanju vsake organizacije pojavijo, dostikrat rešujejo tudi z neko bolj osebno noto, kot bi bilo potrebno. Zakaj? Seveda, ker s sabo vlečemo nek odnos izpred 40-50 let, kakorkoli že. Ja, malo več čustev je verjetno, ne? Tudi malo težje nekoga odpustiti, včasih je težko družinskemu članu povedati neko zadevo, včasih lažje. Zakaj pa sploh govorimo o družinskem podjetništvu? A so ta podjetja toliko drugačna od drugih, oziroma zakaj je to področje zanimivo, recimo? Torej, to področje je zanimivo iz več razlogov, ne. Rekel sem že, ta podjetja v Sloveniji je kakšnih 80%, pomeni, da k neki gospodarski sliki Slovenije prispevajo pomemben delež k številu delovnih mest, k gospodarski rasti in tako naprej. Ampak, da zmotim, so tudi velika, ne, družinska podjetja, tudi svetovno znana, slovenska in tako naprej, niso samo majhna. V Sloveniji jih je žal zelo malo takih, ki bi jim rekli, da so velika po naši klasifikaciji. Sicer pa v svetu je nekaj multinacionalk, če bi omenil recimo najbolj znane Fiat, Benetton, Lego, Heineken, vrsta podjetij, ki so po eni od definicij še vedno družinska. Seveda za te multinacionalke lahko hitro ugotovimo, da to ni podjetje po definiciji, da je noter zaposlena vsa žlahta, morda tudi, ampak v primeru teh multinacionalk govorimo o tem, da ima družina nek večinski delež, večinski paket delnic, tako da ima v rokah vse niti strateškega odločanja. Velika večina družinskih podjetij je pa manjših, ne bom rekel malih, lahko so tudi mala, taka, kjer ata in mama nekaj delata in otroci pomagajo, do družinskih podjetij, ki so recimo po naših klasifikacijah srednja, pa je ta management pravzaprav v rokah družinskih članov. Zdaj, omenil si že, ja, en del te posebnosti družinskega podjetja je ta čustvena komponenta. Družina je pravzaprav ena čustvena tvorba, v družino se rodimo, rečemo kri ni voda in tako naprej, kup takih gesel je. Po drugi strani pa podjetje, vsaj v teoriji ustanovimo iz čist racionalnih razlogov, iz dobičkonosnih motivov, in če je družina pravzaprav ena taka primarna, tudi socialna celica, je podjetje pravzaprav kapitalizem in to dostikrat ne gre skupaj. No in znajdemo se pred dilemo, družinski član, sorodnik, se ni nujno, da je brat, lahko je bratranec, ne dela tako, kot smo si predstavljali, ne. Kaj storiti z njim, ne? V, bi rekel, kapitalistični maniri bi se od njega poslovili, v družinski maniri pa vemo, seveda človek rabi službo in bomo do tega človeka bolj tolerantni, kar seveda ne bom rekel nujno, da ni dobro, lahko se človek popravi, ampak vodenje takega podjetja, torej družinskega podjetja, je definitivno povezano z drugačnimi in pogosto bolj kompleksnimi izzivi, kakor pa podjetja, ki je pravzaprav zato, da bo služilo dobiček. Kolikšna je verjetnost, recimo, da bi moja sinova tudi začela delati v mojem podjetju, da bo naslednja generacija uspešna? Ti imaš neke podatke statistične, ne? To je verjetno eden od kritičnih zadev v družinskem podjetništvu, prehod generacij. Ali je še kakšna kritična točka? Torej, kritičnih točk je več, ampak prav ta prehod iz prve generacije v drugo je najbolj kritičen. Ena taka stara, bi rekel, pravilo, prav samo 1/3 družinskih podjetij uspe iti naprej v naslednjo generacijo. In jaz mislim, da bo to tudi v Sloveniji kar držalo. V Sloveniji nimamo še pravih izkušenj. Treba je vedeti, da so tisti, ki so bili obrtniki pred recimo letom 90-91, so danes mnogi še vedno na čelu svojih podjetij, pa čeprav so v letih, ko bi že morali pravzaprav se upokojiti, morda niti ne formalno v ozadju, pa še vedno pravzaprav imajo vse niti v svojih rokah. Tudi tisti, ki so recimo v tem prvem valu podjetništva, torej začetku 90-ih osamosvojitveno obdobje, pač ustanavljali podjetja, so danes po 20 letih tudi že v enem takem obdobju, ko bi morali razmišljati o tem, kako bo s podjetjem naprej.
No, pri nas je, bi rekel, ta želja, rečemo, ustanoviteljev, da bi otroci prevzeli podjetje, da bi podjetje peljali naprej, bistveno bolj izražena o tem, bi rekel, obstajajo raziskovalni podatki kot na Zahodu. Torej, če greva na tvoj konkreten primer, najprej bi moral ti razčistiti, ali želiš, da gre to podjetje naprej, da ga bodo tvoji otroci pač peljali naprej kot lastniki, kot menedžeri in da boš ti še, karikiram, do 85. leta guru v ozadju, ali si pripravljen enkrat se stopiti in uživati svoje hobije v jeseni svojega življenja in seveda kako otroke pripraviti. Pisal si nekje o družinski ustavi, en tak izraz. Kaj bi to bilo mogoče za konec, za nasvet, kaj ne zapišemo podjetniki, ki imamo družinska podjetja v to družino, a je ustava ali... Ja, družinska ustava se je nekako udomačil ta izraz. Jaz bi rekel tako, predvsem za začetek razčistiti vizijo, a ne bo to res družinsko podjetje, ki bo šlo naprej v naslednjo generacijo. Tako podjetje ima tudi za tiste, ki bi podjetje peljali naprej, ogromno nekih prednosti in priložnosti, seveda pa tudi pasti in potencialnih nevarnosti. Ne vem pravzaprav, koliko so tvoji otroci stari. Še mlada so, ampak tako nasplošno, ne gre zame. Kaj napisati v to? Enkrat, ko bo dovolj, bi rekel, zrelosti pri otrocih, je potrebno začeti debato o tem, kako si vsi skupaj predstavljate razvoj tega podjetja. Namreč tukaj je po mojem mnenju največja težava, da si ustanovitelj, ki do podjetja seveda goji en čustven, bi rekel, odnos, predstavlja, da je to nekaj najlepšega, kar se lahko njegovim otrokom zgodi, da bodo podedovali podjetje. Otroci imajo morda drugačne ambicije. Se pravi, treba je v družini skleniti konsens glede skupne vizije tega podjetja in dokument je potem samo, če tako rečem, po birokratsko izvedbeni akt te vizije. Se pravi, s tem podjetjem želimo mi, družina Lisac, narediti to, pa to, pa to, pa to. Želimo, da raste, želimo, da zagotavlja še 10 generacijam službo, želimo ga enkrat prodati na New York Stock Exchange in obogateti in se ukvarjati samo še s hobiji in filantropijo. Vse opcije so seveda odprte, ampak to mora biti konsens družine in to je po ameriških raziskovalnih podatkih, evropskih niti nimamo, tisti predpogoj, da družinska podjetja delujejo potem tudi še v tretjo, pa v četrto, pa še naprej generacijo. Koliko slovenskih podjetjih pa ima kaj takšnega zapisano, kaj jaz priznam, še nimam? Malo se jih je pa precej podjetij tega zalogaja lotilo, ampak to je dokument, ki je sicer na 4-5 straneh in zgleda relativno enostaven, ko je enkrat pripravljen, ampak priti do njega je pa en proces, ki je relativno naporen, ki zahteva kar nekaj kompromisov, odkritega pogovarjanja in običajno družine tega dokumenta niso v stanju nekaj zunanje pomoči v smislu neke... Mogoče se niti nočemo pogovarjati o tem, dokler ni kakor prišel pravi čas. Seveda, vsi imamo v družinah neke stvari, ki so, bi rekel, na čakanju, ki so pometene pod preprogo in sestava takega dokumenta nujno pomeni, da je treba dati vse karte na mizo, da ni, bi rekel, nobenih asov v rokavu. In tukaj pride potem na površje lahko marsikaj, kakšne stare zamere se razčiščujejo in take stvari. Tega je v vseh družinah nekaj, zato ta proces traja dlje kot samo to, da se ljudje usedejo in napišejo ta dokument. Doktor Jaka Vodnjak, hvala lepa. Hvala tudi tebi za vabilo. Smo ljudje v resnici idioti, kot nam dokazuje avtor knjige, ki vam jo bom danes predstavil. Avtor Larry, ki sem ga spoznal v Združenih državah Amerike, trdi, da smo idioti in to v tej svoji knjigi tudi dokazuje. Recimo par njegovih dokazov. Poprečen, govorimo o Američanih, Slovenci smo seveda popolnoma drugačni, poprečen ameriški 50-letnik je v vsem svojem življenju do zdaj prihranil okoli $250. In avtor pravi, to je idiotsko. Če nisi sposoben v 25 let delovne dobe prihraniti več kot $250, je nekaj narobe s tabo. Recimo, večina ljudi pravi, da bi želela imeti pridne otroke. Da bi želela imeti otroke,
ki bodo naredili nekaj v svojem življenju, pa vendar povprečen Američan porabi za pogovor, za neko konverzacijo, ki nekaj pomeni s svojimi otroki, 3,5 minute na teden. 30 sekund na dan se pogovarjajo Američani s svojimi otroki. Seveda, Slovenci smo popolnoma drugačni. Še kakšna mogoče statistika. 30% ameriških tinejdžerk ima kakšno spolno bolezen. Potem, poglejte, ta pojav je pogost tudi v Sloveniji. V Ameriki okoli 30% že odraslih oseb med 18 in 34 letom, ki še vedno živijo pri starših, v glavnem nič ne delajo in dobivajo od staršev žepnino. Kdo je za to kriv? Starši, seveda. Avtor trdi, da za vse, kar imamo v svojem življenju, smo krivi sami. Torej, če mislite, da bi bilo fino, da bi imeli malo več denarja, če bi bili želeli biti malo bolj zdravi, malo bolj suhi, je v resnici, po avtorovem mnenju, avtor trdi, da si tega v resnici ne želite, ker če bi si želeli, bi nekaj naredili v zvezi s tem. Recimo še nekaj dokazov, da smo ljudje res idioti. Američani vsako leto porabijo 35 milijard dolarjev za razne shujševalne diete. Dovolj bi bilo seveda, da bi manj jedli in tudi ceneje bi bilo. Več kot 30% ameriških otrok ima že težave s preveliko telesno težo. Avtor pravi, da je razlog tega ta, da hranijo otroke tako, kot hranijo prašiče. Se pravi, da jim dajo preveč za jesti. Še nekaj z področja zdravja. Vsi smo že slišali, da je kajenje škodljivo, pa vseeno vsako leto več milijard cigaret. Ne, vsak dan prižgemo več milijard cigaret. Mogoče še kakšen podatek, recimo iz poslovnega področja. Ljudje ustanavljajo firme, ne da bi naredili osnovno domačo nalogo, da bi se pozanimali o svoji dejavnosti, da bi prebrali kakšno knjigo, šli na kakšen seminar in stopijo v neko področje, kjer so popolnoma bosti in potem na koncu ne uspemo. Torej, avtor ima v tem primeru v resnici prav. Ljudje se pogosto obnašamo neracionalno, ne delujemo v svojo korist. Upam, da ta predstavitev, da je bila za vse nas malo šokantna. In zdaj, če želite imeti več, če se želite imeti boljše, če se želite recimo biti v boljšem odnosu s svojim zakonskim partnerjem, potem naredite nekaj drugače, kot delajo Američani. Namreč 65% Američanov preživi dlje časa vsak dan za osebnim računalnikom, kot pa v pogovoru s svojim zakonskim partnerjem. Če želimo imeti boljše življenje, moramo najprej pri sebi nekaj spremeniti. Upam, da boste to spremembo naredili in to že v kratkem. Dobili smo dve vprašanji gledalcev. Najprej bom odgovoril na vprašanje Davida. David sprašuje, kako je z nagradnimi igrami. Ali se splača organizirati nagradno igro, ali so nagradne igre dober način za pospeševanje prodaje. Verjetno ste vsi opazili, da je nagradnih iger veliko in na spletu, na televizijah, v časopisih, revijah, povsod. Torej, zdaj, če se kot podjetniki sprašujemo organizirati ali ne nagradno igro, se moramo najprej vprašati, kakšen je naš cilj. Seveda se želimo prodati več, želimo povečati dobiček, ampak glavni cilj organiziranja nagradne igre mora biti zbiranje podatkov o ljudeh, ki sodelujejo v nagradni igri. In torej, pospeševanje prodaje, večja prodaja pride pozneje. Bistvena zadeva je, da si zabeležimo podatke o vseh ljudeh, ki sodelujejo v naši nagradni igri in potem, da te podatke pozneje uporabimo. To je v bistvu skrivnost uspeha organiziranja nagradnih iger. Naj vam povem, da so odzivi običajno na nagradne igre visoki, ljudje radi sodelujejo, vedno pa boste dobili kot podjetniki mnogo ljudi, ki jih ne želite imeti kot kupce. To so ljudje, ki samo sodelujejo v nagradnih igrah, upajo, da bodo izžrebani, v resnici pa, če bi morali porabiti svoj denar za vaš izdelek ali storitev, tega izdelka ne bi kupili. Se pravi, takšnih je zmeri 5, 10, mogoče tudi 15%, ostali pa so zelo uporabni. Torej, ko organizirate nagradno igro, že vnaprej naredite načrt, kaj boste s podatki. Pripravite načrt komuniciranja s tistimi ljudmi, ki so sodelovali v vaši nagradni igri in z njimi morate začeti komunicirati zelo hitro po nagradni igri. Še eno vprašanje imam danes za vas. Gledalka Jasna sprašuje, kako je s temi ogromnimi popusti, ki se zadnje čase pojavljajo na raznih portalih, kolektiva in podobne zadeve. Vse to ste verjetno že zasledili, lahko dobiš 90% popust, 75%, 50% popust. Kako je s tem, ali se to splača uporabiti za posel ali ne?
Moj odgovor je naslednji. Če imate recimo neko dejavnost, kjer so relativno visoki fiksni stroški, pa majhni stroški pozneje recimo same priprave, mogoče storitve ali pa izdelka, recimo tipičen primer bi bilo gostilna pizzerija, v takšnem primeru zgleda enkratni ogromen popust kot dobra ideja. Recimo daš eno pico zastonj, če nekdo pride, ali pa daš 90% popust na kosilo. Kakšen je tukaj namen? Nekoga dobiti v restauracijo, da pride enkrat, potem mu bo pa všeč in bo prišel ponovno. Ampak tukaj pri teh zadevah se lahko skriva ena zelo velika past in ta past je naslednja. Ljudje se lahko na te velike popuste navadijo in zopet lahko s takšnimi popusti k sebi privabite napačno klientelo. Torej, če uporabljate te velike popuste, bodite pozornost na dve stvari. Prvič, ne delajte tega zelo pogosto in drugič, vaše osebje mora ljudi, ki pridejo s takšnim popustom, s tem kuponom v vašo restauracijo, v vaš salon, v vaš posel, ki pridejo kot kupci obravnavati čisto enako kot tiste ljudi, ki plačajo polno ceno. Ker v bistvu ti ljudje so prišli pogledati, so prišli preizkusiti vašo storitev in če pridejo k vam in ne bodo zadovoljni ali pa če odnos vašega osebja, kakor, se ti so prišli s tem velikim popustom, bomo z njimi opravili na hitro, se več nikoli ne bodo vrnili. Torej, če imate dokaj visoke fiksne stroške, manjše variabilne stroške, poizkusite, ne delajte tega pa prepogosto. Predstavljate si, da dobite v upravljanje kakšen vodni park Toplice. To se je meni zgodilo pred leti, sem vodil največji vodni park na Poljskem v mestu Loč. In recimo soočil sem se z izzivom, podobnim kot s katerim se sooča večina podjetnikov. Namreč, kaj narediti, da bomo dovolj zaslužili, da bomo imeli dovolj strank. In če pogledate recimo akvapark, bazeni, kaj bi vi storili na mojem mestu? Kaj bi storili na mestu nekoga, ki vodi Toplice akvapark? Prva stvar, na katero pomisli večina podjetnikov je, dajmo nekaj narediti, da bomo imeli stranke, da bomo imeli čim več strank. In to je seveda prvi način za povečanje prodaje. Razmislimo o čim več načinih, odkot pripeljati stranke, s kom se povezati, kaj narediti, da bomo imeli čim več kopalcev. Druga zelo pomembna zadeva pa je, kako doseči, da tisti, ki pridejo k nam, ki se pridejo kopati, ki pridejo v wellness, da bodo porabili pri nas čim več dragocenih evrov. Se pravi, kako narediti takšno prijazno okolje, da bodo ljudje z veseljem porabili čim več. Recimo v mojem primeru smo prodajali 3-urne vstopnice, celodnevne vstopnice. Zakaj? Zato, ker smo želeli, da družine ostanejo čim dlje na vodi, ob naših bazenih, ker otroci po eni urci pa pol, pa še prej postanejo lačni in potem smo prodali več sladoleda, pic, hitre prehrane in tako naprej. Potem so pa seveda še cela vrsta drugih storitev, ki jih lahko ljudem ponudimo. Torej, ni samo dovolj, da poskrbite za to, da imate čim več strank, poskrbeti moramo tudi za to, da stranke, ko so enkrat pri nas, porabijo čim več denarja, ampak to na takšen način, da so zadovoljne, da se potem rade ponovno vračajo. In tretji način, na katerega moramo vsi podjetniki pomisliti, je, kako doseči, da se bodo stranke vračale bolj pogosto. In eden od načinov je, da recimo narediš neko kartico, klub, ali pa od vsake stranke vsaj pobereš podatke. In potem recimo, ko pride do enega takšnega dneva, kot je danes deževnega, ko se nihče ne bo prišel kopati, vseeno lahko mogoče stranke obvestiš in reči, poglejte, dež pada, ampak mi imamo tudi notranje bazene, če boste prišli danes k nam, imamo za vas nekaj ugodnega, mogoče brezplačno malico ali pa cenejšo vstopnico. Torej, to je nauk za vse podjetnike. Ni samo dovolj, da imate obisk, da imate stranke, vedeti morate tudi, kdo je k vam prišel in meriti morate sistem, da tem strankam pogosto ponudite še kaj drugega. Torej, še enkrat ponovimo, čim več strank, kako posamezni stranki vzeti čim več denarja, ampak na ta način, da bo zadovoljna in kako doseči, da se bodo stranke vračale čim bolj pogosto. To je izziv, ki ga imamo vsi podjetniki in to je izziv, s katerim se splača ukvarjati. Verjetno ste že slišali za oblak, poslovanje v oblaku. Stvar je nova, veliko se govori o tej zadevi,
Zakaj v resnici gre? Prepričan sem, da tudi vi, ki gledate to oddajo, uporabljate vsaj kakšno storitev, informacijsko tehnologijo, ki se dogaja v oblaku. Recimo, če imate Gmail, če ste objavili kakšen svoj video na YouTubeu, potem se to dogaja ne v vašem računalniku, ampak te podatki so shranjeni nekje drugje. Tudi podjetja zadnje čase prehajajo na poslovanje v oblaku. Kaj to pomeni? Kakšne so prednosti za podjetje? Glavna prednost za podjetje je, da je poslovanje v oblaku na nek način cenejše, ker vam ni potrebno kupiti drage programske opreme in drage strojne opreme in praktično takoj že lahko začnete iz svoje pisarne ali iz dnevne sobe poslovati z najmodernejšo programsko opremo. Kakšne so še prednosti? Če pride recimo do požara, če vam kdo ukrade računalnik ali telefon, ne boste izgubili podatkov, ker so shranjeni nekje drugje. Torej, takšno poslovanje je tudi bolj varno. Seveda, v resnici povedano, nobena stvar ni 100%, do sedaj se še ni zgodilo, da bi komu izgubili podatke v oblaku, ampak nikoli se ne ve. Drugač, koncept je že zelo star, če tako pomislite že, ne vem, ko smo imeli še denar na hranilni knjižici, denarja nismo imeli praktično v roki, ampak vedeli smo, da je v banki hranilna knjižica bil pa nek dostop do tega denarja v oblaku in večinoma so ljudje vedno lahko dobili tisto, kar je bilo na hranilni knjižici, potem tudi izplačano v gotovini, ne pa vedno, vse vemo, kako je v zgodovini. Torej, poslovanje v oblaku ni 100% varno, je pa precej varnejše, kot recimo, če imate vse doma. Mogoče še ena zadeva, ki je bolj marketinška. Zakaj je meni poslovanje v oblaku tako všeč? Ko enkrat pridete na takšno poslovanje, kaj se zgodi? Začnete dobivati mesečni račun. In to je pa glavni razlog in mogoče glavna prednost, zakaj čedalje več podjetij, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo, uvaja poslovanje v oblaku. Kako oni razmišljajo? Dalje vam bomo vse zastonj, ampak potem boste začeli plačevati mesečno. Ta oblika poslovanja seveda ima prednosti za obe strani, sami pa se moramo odločiti, kdaj bomo šli v oblak in kdaj bomo sami poskrbeli za svoj vrtiček. Kako vam je bila kaj všeč današnja oddaja? Vaše mnenje je za nas pomembno, vaše mnenje cenimo. Zato nam pišite, pošljite nam elektronsko pošto ali pa nas pokličite. To oddajo in vse dosedanje oddaje si lahko ogledate na domači strani televizije Vaš kanal. Nasvidenje, do naslednjič.